No, kdaj pa bo tretji pas dobila še poleti in ob vikendih najbolj obremenjena primorska avtocesta? Jutranje in popoldanske prometne konice so bistveno znosnejše, že odkar so se zaključila dela na priključku Dragomer, tako vsaj zatrjujejo na Darsu, ki so priključek danes tudi uradno odprli. Ampak, kot opozarjajo domačini, se vozniki, ko se promet na avtocesti zgosti, zgrnejo na lokalne ceste. Na nekaterih lokalnih cestah na Brezovici so zato kar prepovedali tranzitni promet. Globa za kršitelje 200 evrov. Več Ema Čepon. 2 leti od začetka gradnje in s približno polletno zamudo so na Darsu končno slavnostno zarezali v trak. 1, 2, 3. In tudi uradno odprli dolgo pričakovani priključek Dragomer. Prvi avtomobili so ga sicer prevozili že pred dobrim mesecem dni in na Darsu po uradnem merjenju zadovoljno ugotavljajo, Da je 35% manj vozil na Brezovci in se poznajo tukaj. Tako da izboljšave so. In mislim, da zdaj, ko bo ta križišče v celoti zaživelo, ko je tudi odprt proti Podpeči, da bodo te razbremenitve še večje. Jutranje in popoldanske prometne konice so res da nekoliko znosnejše, se strinjajo prebivalci, a še vedno, kot pravijo, trepetajo pred sončnimi konci tedna, ko se prometnim kolapsom enostavno ne da izogniti. Takrat je mal peleš, pa moraš stati, mal peleš, mislim, grozno, ja. Tega pa pravzaprav na ta način ne moremo rešiti. Celo morda na nek način smo dobili zdaj skozi dostopnost tega našega zaledja celo nekaj več tranzitnega prometa, predvsem tujcev. Ko se zgosti na avtocesti, tarnajo prebivalci, se vozniki, predvsem Avstrijci in Nemci, masovno zgrinjajo na ozke regionalne ceste, vozijo skozi naselja in celo po sprehajalnih poteh. Ja, bom rekel, iz vseh lukenj lezejo. V bistvu zabijajo vse vzporedne ceste. Brez potrebe, ker na avtocesti bi šlo verjetno po mojih izkušnjah enako hitro ali pa bistveno hitreje. 3-4 sobote dopoldne, gor in dol so pa sprehajalne poti, to se ponavadi sprehajamo, ne? In se ljudje vozijo po njih? Seveda. Tako da nimaš dejansko kam stopati. Od doma ne moreš ići dopoldan sploh. Petek, sobota, nedelja, to je polna gužva. Po lokalnih cestah v občini so zato postavili takšne opozorilne table, ki voznikom v tranzitu grozijo z 200 evrov visoko globo. A potrebujemo dolgoročnejše rešitve, svari župan. Ampak to, kar je trenutno na mizi, torej tretji pas, jaz mislim, da je že eden od pomembnih korakov v to smer. Težko ocenjujemo, ali bo to dovolj. Že prihodnji teden se bo začela gradnja tretjega pasu med Domžalami in Ljubljano, je ob robu današnje slovesnosti napovedal prvi mož Darsa. Na vprašanje, kdaj ga bo dobila še primorska avtocesta, pa odgovarja. Primorski tretji pas je razdeljen na 2 odseka. Prvi je Koseze-Kozarje. Tukaj imamo gradbeno dovoljenje, vendar čakamo na uredbo, da postane pravnomočno. Tretji pas bi potekal še na odseku med Kozarjami in Verdom. Po najbolj optimistični napovedi bi se dela tam lahko pričela že prihodnje leto, še bolj verjetno, dodaja Ribič, pa čez 2 leti.